Domači in tuji mediji poročajo, da je danes v zgodnjih jutranjih urah preminil papež Frančišek. Papež Frančišek je rimokatoliško cerkev vodil v nauku Jezusa Kristusa in ne religijskih tradicij, kar ga je zavedno zapisalo v zgodovino voditeljev te cerkve kot osebe, ki je sledila poti zgodnjega krščanstva, ki je nastalo med drugim tudi kot refleksija in upor tedanjim verskim voditeljem, ki so za lastne dobičke in ostale ugodnosti paktirali z okupatorjem, tedanjim rimskim cesarjem in rimskim imperijem. Ni naključje, da so verske oblasti med drugo svetovno vojno vnovič stopile na stran okupatorja, ko so kolaborirale s fašistično Italijo, nacistično Nemčijo in njaško Madžarsko. Enako se dogaja danes. S paktiranjem z zavezniki ameriškega modela gospodarstva, ki temelji na brezsramnem izkoriščanju delovne sile za lastne dobičke in ugodnosti. Skratka, papež Frančišek se je upiral religijskim tradicijam, ki podpirajo ekonomsko in družbeno neenakost. Bil je kritik brezmejnega kapitalizma, kot rešitev pa je poudarjal, da mora biti gospodarstvo od ljudi in za ljudi, če želi služiti ljudem in ne biti samemu sebi namen. Postavljal se je na stran zatiranih, celo tistih, ki so bile v cerkve najbolj diskriminirane, kot je na primer skupnost LGBT. Spodbujal je medverski in medkulturni dialog ter multikulturnost videl kot obogatitev družbe in ne grožnjo. Skratka, bil je svetovljan, ki je svojo strpnostjo, demokratičnostjo in socialnim čutom premikal meje nepremičnega. Če ne bi bilo znano, da svoja prepričanja črpa iz verskih naukov in če ne bi poznali njegove preteklosti, bi lahko sklepali, da je bil komunist z veliko mero pragmatizma. Morda pa je ravno njegovo sporočilo, da izvorno krščanstvo in marksistični materializem slonita na enakih vrednotah, le da jih črpata iz drugih virov. Upamo lahko le, da bo njegov naslednik nadaljeval tam, kjer je Frančišek ostal. Naj počiva v miru.